Pozdravljeni. Pri francoski ekipi Alpine so predstavili njihov novi bolid A521. Poglejmo si danes skupaj, kaj so nam pripravili za novo sezono. Najprej bomo malce obnovili staro zgodbo. Razumeti moramo, da gre v bistvu za tovarniško ekipo Renault, katera se je preimenovala v Alpine. Alpine je bil svoje čase ločen oddelek, ki se je po večini ukvarjal s športno dejavnostjo. Tudi prva mula, na katerem so razvijali turbomotor za Formulo 1 in govorim v 70-ih, je bila izdelana v Alpinu A500. V spomin na tisti prototipni bolid so novega imenovali A521. 21 pomeni letnico, da smo si na jasnem. A kot zanimivo, tisti Renault RS 01 ni imel nobene zveze z Alpino. Najprej seveda opazimo spremembo v barvni shemi. Bolid ni več tiste značilne rumene barve za Renault, temveč je znova v tisti znani Bleu de France modri barvi. A seveda to ne naredi, kot sem že večkrat poudaril, bolida ne hitrejšega in ne počasnejšega. Zanimivo je tudi nekaj drugega, da imamo tisto značilno turbojnico Francije, a hkrati barve britanske zastave. Namreč oddelek, kateri se ukvarja s šasijo, je še zmeraj baziran v britanskem Enstonu. A pustimo sedaj to in poglejmo malce tisto presenečenje, katero smo videli na sami predstavitvi. Namreč rezervni voznik je Daniil Kvyat, kateri bo vskočil v primeru, da bosta ali Fernando Alonso ali Esteban Ocon prisiljena izpustiti kako dirko. Seveda, bolj kot kajkoli drugega, vas zanimajo spremembe na novem bolidu A521. In ukolikor pogledamo fotografijo tega bolida s svojim prehodnikom RS20, bomo ugotovili, da na prvih pogled kakih radikalnih sprememb ni. Po svoje je seveda malce samo po sebi umevno, ampak v naslednjih minutah bomo naredili marsikakšno primerjavo med lanskim Renaultom RS20, letošnjim Alpinom A521 in McLarenom M35M. To pa zaradi tega, ker do lanske sezone so imeli pri Renaultu in McLarenu isti pogonski sklop. Začnimo kot ponavadi pri tisti konici nosnega konusa. Kolikor pogledamo samo to fotografijo, katero so nam dali na razpolago pri ekipi Alpine, bomo opazili, da na prvi pogled izgleda malce bolj zašiljena od tistega, kar smo videli lani. Tu bi vas rad opozoril, da gre bolj za optiko, za način, kako je obarvana konica tega nosnega konusa. Če pogledamo tisti črni del, nam daje občutek, da je konica malce bolj zašiljena. Če se vpraša mene, gre za en in isti nosni konus. Ker vidimo tudi v nadaljevanju, ukolikor dvignemo naš pogled proti prednjemu upetju. Seveda, montaža, katero imate pred močmi, je malce subjektivna, kajti nisem bil sposoben najti dveh fotografij z identičnega kota, ampak daje nam občutek, zakaj pravzaprav gre. Ukolikor primerjamo upetje RS20 in novega Alpina A521, bomo ugotovili, da tudi tu kakih bistvenih sprememb ni. Zanimiva je primerjava med McLarenom in novim Alpinom. Tisti del, kjer se razširi nosni konus v prednji del šasije, je bistveno bolj skladno narejen pri McLarenu kot pri Alpinu. Tisti lok je bistveno bolj blag pri McLarenu kot pri tistemu, kar smo videli na tej britansko-francoski ekipi. In seveda tudi to nam kaže malce,
kako so s svojim projektom ostali usidrani na tistem predhodniku Renaultu RS20. Kolikor gremo malce bolj proti zadnjemu delu in se osredotočimo na bočne strukture, bomo videli, da takih velikih sprememb ni videti, vsaj kar se tiče tistega prednjega dela. Kolikor pogledamo zgornji vstopnik, bomo videli, da je ta še zmeraj obilen, tako kot smo ga videli pri RS20, ampak meni osebno se zdi, da je vseeno malce bolj vitek, ampak gre za naravno pot, katero nekako narekuje razvoj določene komponente. Kolikor gledamo bolid z vrhnje strani, da bomo lahko ocenili, kaj se je spremenilo na pokrovu pogonskega sklopa, bomo zopet ugotovili, da med RS20 in novim Alpinom A521 ni velikih sprememb. Zgleda še zmeraj obilno. A hotel bi tu poudariti, da moramo biti pozorni, gre samo za pogled iz ptičje perspektive. Če tu bolid ekipe Alpine primerjam s tistim, kar so pokazali pri McLarenu, vidimo, da je bolid Alpina obilen v tistem prednjem delu bočnih struktur, kar nam zopet lepo kaže ta fotografija. Sedaj moramo biti pozorni. Prav v pokrovu pogonskega sklopa je ena izmed bistvenih razlik med Renaultom RS20 ter Alpinom A521. Kolikor pogledamo lanski model, bomo videli tisti prehod linij takoj za bočnimi vstopnimi režami, da je čisto nekaj drugega pri letošnjem modelu kot pri lanskem. Namreč pri RS20 smo videli tisto šolo, katero je narekoval Mercedes, ko se je tako struktura spustila navzdol. Tu pri Alpinu vidimo bistveno spremembo. Namreč tista struktura, katera se nahaja nekje za hladilniki, se nadaljuje praktično do konca, do menjalnika. Rešitev, katero smo videli na bolidih naprimer RS19 in RS18, katerega so tudi rabili za razna testiranja in ga vidimo v tem posnetku v njegovi značilni shemi, ki so jo uporabljali v ekipi Alpine za zimske treninge. Seveda, po svoje je to zanimiva rešitev, katera nam kaže, da so skušali pri Alpinu doseči čim čistejši zračni tok tam pod vstopnikom hladilnih rež ob ravnemu dnu do zadnjega vpetja. Čisto drugačna rešitev, kot smo jo videli pri, naprimer, ekipah z pogonskim sklopom Mercedesa, da smo si na jasnem. Tudi zaradi tega imamo tisto obilno strukturo, kar se tiče iz ptičje perspektive v primerjavi seveda z McLarenom. Če pogledamo medosno razdaljo in seveda tisti kot ravnega dna nad asfaltom, bomo opazili, da ni nobene razlike. Sicer gre za renderje, kateri nam lahko kažejo ali pa tudi ne pokažejo prave slike. Ampak prekrivanje ene in druge fotografije, tu kot vidite na ekranu, je skoraj popolno. In po mojih osebnih izkušnjah, ukolikor imamo tako prekrivanje, je možno, da gre za popolnoma identično medosno razdaljo in seveda kotom ravnega dna. Po drugi strani lahko gre tudi, da so na star render praktično dolepili novo barvno shemo in gre za v bistvu isto fotografijo. Tu ne dam roke v ogenj ne za prvo, ne za drugo varianto, ampak lahko si dovolim malce špekulirati in bom povedal, da imamo enako medosno razdaljo kot lani. Če potegnem malce črto, moram priznati, da sem pričakoval več od nove ekipe Alpine. Priznam, da predvsem RS19 ter RS20 sta me navdušila, zato sem imel velika pričakovanja.
Nov direktor Renaulta Luca Di Meo je bil seveda izjemno entuzijastičen v svojem nagovoru glede nove ekipe Alpine. Poudarjal je tista nacionalna francoska čustva, ampak to, kar so nam pokazali na tej predstavitvi, me ni navdalo s kakim velikim optimizmom. Ampak dokler ne vidim bolida na sami progi in primerjam določenih časov, se ne bom izrekel. Zato je še čas, ampak kar se tiče te skupe predstavitve, kateri smo bili lahko priča, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.